Gospa Ilka Godec, ste predsednica parlamentarne preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic. Lahko na kratko povzamete, kaj konkretno preiskujete? Preiskovalna komisija na področju ugotavljanja zlorab pri prodaji in nabavi žilnih opornic v zdravstvenem sistemu v Sloveniji v bistvu raziskuje, zakaj so v Sloveniji bile žilne opornice preplačane tudi do 4 oziroma 5-krat glede na cene v tujini. To je bil osnovni namen in pa seveda, kam je ta denar odtekal, ali so zaradi teh preplačil bili tudi deležni, zdravniki, nabavniki oziroma druge osebe, tudi kakšnih provizij oziroma ugodnosti in pa seveda potem tudi to, da so določeni dobavitelji povezani tudi s podjetji v tujini, torej imajo tujini podjetja in da preko teh podjetij naj bi, seveda sedaj še vedno ugotavljamo, ali to drži ali ne, odtekal tudi denar v tujino in se potem po drugih kanalih vračal tudi v Slovenijo za namene tudi financiranja recimo časopisa Mladina, pa verjetno tudi kakšnih političnih strank. Zaslišali ste že veliko prič in pregledali ogromno dokumentacije. Kaj lahko rečete glede na pregledano dokumentacijo in izpričano, ali javni zdravstveni zavodi spoštujejo zakon na področju javnega naročanja in zakon o integriteti in preprečevanju korupcije? Definitivno je do sedaj glavna ugotovitev ta, da javni zavod oziroma največji javni zdravstveni zavod v Sloveniji, UKC Ljubljana, pa tudi UKC Maribor, ne spoštujete oziroma v preteklosti definitivno nista spoštovala zakona o javnem naročanju, ki točno govori, torej, kakšne so tiste meje, ko lahko naročajo preko naročilnic, kadar je naročila male vrednosti oziroma naročila vrednosti, ko je potrebno objaviti na portalu, evropskem portalu. In tukaj smo ugotovili, da vsekakor tega zakona niso spoštovali, daleč od tega, tudi prekoračili določene meje, ko so nabavljali preko naročilnic, recimo namesto samo do 20.000, so naročili tudi čez 100.000 evrov in zato nima nobenega odgovora in nobenega opravičila. Ko smo zaslišali direktorje, so se zgovarjali na nabavno službo. Nabavna služba je dejala, češ da so delovali ekonomično in da tukaj ne vidijo nobenega problema. Celo priznali so, da so zavestno kršili zakon o javnem naročanju. Prav tako so se s tem strinjali tudi zdravniki, češ da je to nič takšnega, da se pač krši zakon. Kar se tiče zakona o integriteti, je pa tako, ta zakon je po mojem napisan zelo na široko oziroma dopušča možnosti različnih, bom rekla, interpretacij tega zakona in tako tudi Komisija za preprečevanje korupcije v teh primerih ne ugotavlja nekega kršenja tega zakona, češ da ni bilo hujših kršitev oziroma da so nekako načeloma ravnali po zakonu in se v bistvu zgovarjajo, da ni prihajalo do teh konfliktov interesov. Čeprav pa potem dokazujemo zdaj v teh dneh, da pa je prihajalo do konflikta interesov in da je tudi kakšen drugi zakon bil kršen, ne samo ti zakoni, ki so bili omenjeni. Pri pridobivanju dokumentacije ste naleteli na precej ovir. Kljub jasnemu določilu zakona o parlamentarni preiskavi, po katerem so državni organi dolžni sodelovati s parlamentarno preiskovalno komisijo, se le-to ni zgodilo v celoti. Čemu pripisujete tako slabo sodelovanje državnih institucij, kot denimo specializiranega državnega tožilstva, nacionalnega preiskovalnega urada s preiskovalno komisijo? Jaz moram reči, da sem v prvih trenutkih tega bila zelo presenečena. Namreč pričakovala sem, da bodo vsi te institucije pregona, torej nacionalni preiskovalni urad, specializirano državno tožilstvo in pa KPK seveda z veseljem sodelovala oziroma z veseljem vsaj bila pripravljena sodelovati. Pri tem, če v bistvu vsi raziskujemo oziroma želimo priti do dna tej korupcije v zdravstvu. To se ni zgodilo, imeli smo kar nekaj dopisov, dopisovanj z vsemi temi inštitucijami, no na koncu je Komisija za preprečevanje korupcije le predala dokumentacijo, prav tako bom rekla, preko sodišča oziroma z grožnjo za zaseg dokumentacije preko sodišča tudi nacionalni preiskovalni urad. Dočim specializirano državno tožilstvo, od njih nismo prejeli dokumentacije, poskusili smo tudi preko sodišča z zasegom dokumentacije, vendar sodišče ugotovilo specializirano državno tožilstvo, torej da ni organ, javni organ,
in da ni dolžen dati predati dokumentacije preiskovalni komisiji. Jaz moram reči, da tudi pričanje gospoda Furlana je bilo dovolj zgovorno. Izkazalo se je, da v bistvu specializirano državno tožilstvo na tem področju ni naredilo popolnoma nič v 3 letih in da, po mojem mnenju, vsaj iz pričanega gospoda Furlana, niti nimajo dokumentacije, ki bi bilo smiselno predati, torej nobenih zaključkov, ničesar. Je pa žalostno to, torej, da ti organi ne sodelujejo z državnim zborom, ne sodelujejo z našo preiskovalno komisijo. Moram reči, dobro, zdaj Nacionalni preiskovalni urad nekako želi sodelovati, KPK v bistvu predala, vendar specializirano državno tožilstvo pa žal še vedno ne. Pred preiskovalno komisijo ste zaslišali tudi, kot ste že prej sama omenila, Harija Furlana, vodjo specializiranega državnega tožilstva. No, ta državna institucija se je tudi najbolj upirala, da bi vaši preiskovalni komisiji predala dokumentacijo. In sicer sklicevali so se na dejstvo, da niso javna služba. Kako komentirate navedeno, če pa vemo, da tožilci prejemajo plače iz naslova davkoplačevalskega denarja in da gre navsezadnje tudi za državno institucijo? Gospod Harij Furlan, ki je bil zaslišan, torej šef specializiranega državnega tožilstva, jaz moram reči, da je najprej veliko vprašanje, kako je lahko takšen človek sploh na tem mestu. Njegova kredibilnost je bila zelo nizka oziroma tudi samo pričanje zelo zmedeno in v bistvu brez kakršnekoli avtoritete nastopal, brez znanja, tudi zakonov ni poznal, recimo, če lahko tako povem. Zdaj, zakaj gospod Harij Furlan ne želi predati dokumentacije, veliko vprašanje, torej tako kot sem prej rekla, mogoče zato, ker niti niso nič naredili na tem in niti dokumentacije nimajo nekih spisov ali zaključkov. Drugo pa je, da ta izgovor, da ne delajo kot javna služba, torej da so funkcionarji in da niso v službi javnosti oziroma državljanov, je pa pravzaprav smešna. Specializirano državno tožilstvo spada med javne službe, funkcionarji so plačani z davkoplačevalskega denarja, delajo naj bi delali dobro državljanov. Po pričanju gospoda Furlana pa očitno nekako delujejo v nekem svojem krogu, ne želijo nikakršnega sodelovanja z zunanjimi inštitucijami in torej jaz moram reči, da izgovori, da niso javna služba in da niso dolžni sodelovati z državnim zborom, je za lase privlečen izgovor. Zanimiv je tudi podatek, da se ob vseh dejstvih, ki ste jih na javnih zaslišanjih izpostavili, organi pregona ne odzovejo in se ves čas izgovarjajo, da takšne preiskave niso v njihovi pristojnosti. Marsikomu se ob tem postavi vprašanje, zakaj v Republiki Sloveniji sploh imamo organe pregona, ki se nenazadnje financirajo iz državnega proračuna. Zdaj, na tem področju žilnih opornic recimo imajo to zadevo, ki ima parlamentarna preiskovalna komisija v rokah, imajo ti organi že več kot 3 leta. Parlamentarna preiskovalna komisija pa leto dni. Zdaj, že to je dovolj veliko dejstvo, ki vam pove, da naše te inštitucije, Nacionalni preiskovalni urad, specializirano državno tožilstvo ne delujeta tako, kot bi morala. Torej, da v 3 letih ne ugotovijo vsega tistega, kar smo mi v bistvu v pol leta po pregledu gradiva, torej preseganje javnih naročil, kršenje zakonov, tudi, bom rekla, ukoriščanje določenih ljudi zaradi tega, je dosti žalostno. In jaz imam občutek, da te inštitucije delujejo v bistvu nekako samo tam, kjer jim je naročeno. Torej, preiskujejo tiste ljudi, ki jim je naročeno, tisto, kar bi pa res bilo potrebno, torej preiskovati korupcijo, recimo v zdravstvu, vsaj na tem področju, ali pa katerokoli drugo, sumljive posle določenih ljudi v Sloveniji, nezakonito pridobljeno premoženje, tega pa se v bistvu ne dotaknejo. Torej, jaz imam občutek še enkrat, da delujejo po naročilu nekoga, tistih, ki obvladujejo slovensko državo, da se preiskuje samo točno določene ljudi, določenih se pa ne dotika. Se vam ne zdi, da je v naši državi težava s prevzemanjem odgovornosti? Funkcije bi namreč prevzeli vsi, odgovornosti pa nihče. Sistem javnega naročanja ne deluje, vendar je vprašanje, kako deluje. Mi imamo zakon o javnem naročanju. Javna naročila se izvajajo. V vseh inštitucijah, javnih inštitucijah morajo izvajati javna naročila. Je pa res, da si nekatere inštitucije to prikrivajo po svoje, razlagajo po svoje in jaz vedno pravim, zakon je zakon in zakon je točno napisano, torej do katere meje lahko z naročilnicami, kdaj je naročilo velike vrednosti in tako naprej.
Torej, izgovori, da tega ne veš oziroma da si prikrojiš, je pa vprašanje zakaj. In v zdravstvu se kaže, da dostikrat se to prikroji zato, da se pač okoristijo določeni ljudje tudi s provizijami od dobaviteljev. Eden izmed dobaviteljev recimo rekel, brez nič ni nič. Torej, vedno je treba nekomu nekaj dati, da uspeš na javnem razpisu ali pa da uspeš s prodajo v UKC Ljubljana recimo. Tako da sistem javnega naročanja deluje, vendar pa ne delujejo inštitucije, ki bi morale to pregledovati, torej inšpekcije in drugi, ki bi morali ugotavljati, da se zakoni kršijo in ko enkrat zakon kršiš, je treba zadeve sankcionirati, potem pa zakoni bili spoštovani. Preiskovalna komisija je že ugotovila, da so zdravstveni zavodi, kot so UKC Ljubljana, UKC Maribor, Splošna bolnišnica Celje in drugi, pri dobavi žilnih opornic krepko preplačali ceno. Zakaj je do tega prišlo? Je problem po vašem mnenju slaba zakonodaja ali nedelovanje pristojnih institucij? Za previsoke cene v Sloveniji sigurno ni kriva zakonodaja. Tudi za kršenje zakonov ni kriva zakonodaja, ampak so krivi tisti, ki v bistvu to izvajajo. Torej, krive so nabavne službe, ki se, vsaj po teh pričanjih, ki smo jih imeli, niso niti malo potrudile, da bi ugotovile, ali so cene previsoke, oziroma ko so že vedeli, da so cene previsoke oziroma više kot na tujih trgih, niso popolnoma nič naredili za to, da bi se cene znižale. To sta naredila dva zdravnika, ki pač sta omogočila, da je prišlo do znižanja cen. In zakaj niso nižali cene, to še danes ne vemo, oziroma v bistvu se tu še vedno preiskuje, zakaj, ali so bili tu pritiski dobaviteljev ali multinacionalk ali česarkoli drugega. Tako da zakonodaja ni kriva. Krivi so torej nabavniki, krivi so vsi tisti, ki z javnim denarjem, torej z denarjem davkoplačevalskim denarjem delajo kot pač to ni moj denar in lahko ga trošimo, kolikor želimo, torej preplačujemo, nabavimo preveč in tako naprej. Tako da tukaj so krivi posamezniki. Dr. Marko Noč in dr. Blaž Mrevlje sta opozorila na te nepravilnosti znotraj zdravstvenega sistema in sta bila strani nadrejenih šikanirana. Kako ocenjujete dejstvo, da se pri nas sankcionira tiste, ki na anomalije in nezakonitosti opozarjajo, in pa ne tistih, ki anomalije in nezakonitosti povzročajo? Ja, ta problem v Sloveniji je zelo močan oziroma zelo velik, ker namreč kadarkoli prijaviš kakršenkoli odklon, si v bistvu ti tisti, ki si zaslišan in potem ti tisti, ki moraš odgovarjati, zakaj je tako in tako naprej. Tako da oba dva zdravnika, dr. Noč in dr. Mrevlje, ki ste na to opozorila, sta bila, torej kljub temu, da nista bila edina, bom rekla, v komisiji, ki je potem na javnem razpisu 2013 močno priškrnila, torej oziroma znižala cene, sta bila edina dva, ki sta torej doživela ta problem. Dr. Noč zmanjšanje operacij, dr. Mrevlje je šel celo v tujino zaradi tega. In zato tudi v Sloveniji potem ni več teh prijav odklonov oziroma prijav korupcije ali nepravilnosti, ker se ljudje enostavno bojijo. Bojijo se tega, da bodo potem oni tisti, ki bodo preiskani, ne pa tisti, ki v bistvu povzročajo škodo državi. In jaz temu pravim, kultura strahu, ki vlada v Sloveniji, je tako močna in nekako ostajajo ljudje tiho, namesto da bi opozarjali, ker se nikoli nič ne zgodi. Ker nikoli nihče potem za to ne odgovarja, za nepravilnosti ali pa za takšne koruptivna dejanja, ki se dogajajo v zdravstvu, nikoli še do zdaj nihče ni odgovarjal, nihče ni bil kaznovan, nihče odpuščen. In nekako se mi zdi, da so se državljani kar vdali v to, da pač to je zdaj nekako nekaj normalnega, da se pojavlja korupcija in se ne da ne želijo, ampak enostavno nimajo moči se temu upreti. Zdaj na tem mestu bi mogoče bilo še dobro, da bi povedali tudi, da dr. Marko Noč je dosegel s svojimi opozorili kot predstojnik kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino interne klinike v UKC Ljubljana, da so cene žilnih opornic v letu 2013 padle iz več kot 900 evrov na približno 270 evrov. No pa če nadaljujeva z naslednjim vprašanjem. Iz zaslišanj različnih zdravnikov je jasno, da so bile žilne opornice krepko preplačane. Odgovornost za preplačilo le-teh pa so zdravniki in nabavna služba nekako prelagali drug na drugega. Nam lahko zaupate nekaj najbolj alarmantnih podatkov glede nabave žilnih opornic? Zadeva je takšna, ne. Zdravnik je tisti, ki pove, kaj naj bo na policiji, kateri stenti žilne opornice naj bodo na policiji, katere bodo uporabljali. Torej, tu je krivda na njih. Če so oni vztrajali pri neki žilni opornici, ki je bila veliko predraga,
pa so to zato vedeli. To nihče ne bo rekel, da zdravnik ni vedel za cene, ker hodijo na kongrese in se o tem pogovarjajo. So tudi del njihove krivde. Naslednji del krivde je pri nabavni službi, ki je dopuščala tako visoke cene, dopuščala prekoračitev na javnih razpisih in recimo podatek, da je v UKC Ljubljana od leta 2007, decembra 2007, ko je bil objavljen javni razpis oziroma podeljen javni razpis, do leta 2008 preplačal, torej prekoračil proračun tega javnega razpisa v letu dni za 2 milijona 200, jaz mislim, da je to dosti velik podatek, da so recimo od leta 2010 do leta 2012 na drugem javnem razpisu ponovno prekoračili proračun javnega razpisa za 2 milijona 800. Torej, da so se nabavljale večje količine, kot so bile predvidene, po višjih cenah, kot je na evropskem trgu. Poleg tega pa se je v UKC Ljubljana nabavljalo še mimo javnega razpisa, še po naročilnicah. Iste žilne opornice, ki so bile izbrane na javnem razpisu, so se nabavljale še mimo javnega razpisa. Še tukaj se je porabilo veliko denarja, tako da tukaj govorimo res o milijonskih zneskih. In brezbrižnost tako zdravnikov kot nabavne službe danes je, bom rekla, neopravičljiva. In del krivde nosijo vsi, torej od zdravnikov, torej še enkrat, ki pove, kaj bojo uporabljali, do nabavne službe, ki se ne potrudi za to, da se znižajo cene, in pa do direktorjev, ki vse to dopuščajo in so dopuščali vse ta leta. Boris Štefanec je pred preiskovalno komisijo podal ključno ugotovitev, da slovenske bolnišnice za pripomočke svetovnih proizvajalcev plačujejo več, kot za enake pripomočke plačujejo bolnišnice v drugih evropskih državah enotnega trga Evropske unije. Obenem po besedah Štefaneca iz dokumentacije UKC Ljubljana, ki so jo na KPK pregledali, jasno izhaja, da je bil pretežni dobavitelj podjetje Mark Medical. Podjetje Mark Medical ima zelo zanimivo zgodbo glede lastništva in zanimiva je tudi struktura upravljanja tega podjetja. Nam lahko kaj več zaupate o teh povezavah? Med imeni se omenja tudi Branimir Štrukelj, sindikalist Gregor Repovž in Marcel Štefančič mlajši. Nam lahko poveste kaj več o njihovih vlogah? Zdaj, sama preiskovalna komisija je začela v bistvu z pregledom Mark Medicala, ki je bil največji dobavitelj žilnih opornic v Sloveniji kar nekaj časa, torej od leta 2004 do leta 2014, potem pa se je tukaj v bistvu zadeva končala. Vendar v času preiskovalne komisije smo ugotovili, da še eno takšno podjetje, ki ima podobno zgodbo, to je Angiomedic, in pa še eno podjetje, ki ima na slovenskem delu podobno zgodbo, to je Vaskmed in Animus, to so dve podjetji. Zdaj, o čem govorim? Govorim o tem, da imajo ta podjetja, to so dobavitelje, Mark Medical d.o., Angiomedic in pa Vaskmed in Animus, to so dobavitelji žilnih opornic. In vsa ta podjetja ne kupujejo žilnih opornic direktno od proizvajalca, ampak imajo posrednika, drugo podjetje. In recimo Mark Medical in Angiomedic imata podjetje v Italiji. Vaskmed in pa Animus sta pa zanimiva zato, ker sta to podjetje v Sloveniji in je to družinske podjetje, ki kupujejo torej eden od drugega. No, ampak če se vrnemo na Mark Medical in pa Angiomedic, imata oba dva torej dobavitelja žilnih opornic v Italiji, je to torej, da italijansko podjetje, to je matično podjetje, recimo Mark Medical SPA, to je italijansko podjetje, nabavi žilne opornice od proizvajalca in ga proda Mark Medicalu d.o. v Sloveniji. To podjetje potem proda bolnišnici. In tu je dva posrednika vmes, kar pomeni, da od proizvajalca do bolnišnice sta dva dobavitelja, ki nekako vsekakor dobita določeno ne provizijo, ampak nek zaslužek morata imeti, da to delata. Zdaj, zakaj smo na Mark Medical? Zato, ker, kot ste omenili, gre za podjetje, ki je delovalo do leta 2015 v sklopu KB 1909. To je italijanska finančna združba, ki je imela v svoji lasti tudi preko drugih tudi Mladino d.d. To je časopisno podjetje. In da so se tu prepletale tudi nadzorne funkcije in upravne funkcije Mladine in KB-ja, je bilo to ena zadeva in zanimivo je to, da predvideva se, in to zdaj v tej zaključni fazi bi naj tudi raziskali, torej, da je bil vpliv v UKC Ljubljana tako velik, da je potrebno kupovati od Mark Medicala zato,
da je torej denar odtekal v Italijo, ker sem govorila o dveh posrednikih, in potem posredno nazaj v Mladino d.d. V Mladini d.d. je pa zanimivo to, da na nadzornem odboru sedi gospod Branimir Štrukelj, potem gospod Štefančič, gospod Repovž je glavni urednik, ki pa najbolj, bom rekla, tudi imajo zelo veliko kolumne in pa veliko povedati torej proti, bom rekla, desnici v Sloveniji. Gospod Branimir Štrukelj je bil eden izmed upornikov, vztrajnikov v takratna leta 2012 oziroma 2013, ko je padla druga Janševa vlada. Tudi danes ga vidite na ulicah, na protestih skupaj z Združeno levico. Tako da se mi zdi, da se napajajo torej nekje mogoče tudi iz tega dela, zdravstvenega dela oziroma davkoplačevalskega denarja Slovenije. Kako pa ocenjujete odziv ministrice Milojke Kolar Celarc na ugotovitev preiskovalne komisije o preplačilu žilnih opornic? Jaz odziva ministrice ne poznam. Ministrica na vse te moje, pa tudi poslanske skupine SDS na temo korupcije v zdravstvu odgovarja, da ona pa za to ni pristojna. Je pa pristojna za to, da pokliče direktorja UKC Ljubljana in pa strokovno direktorica UKC Ljubljana in pove, da mora recimo gospod Kenda ostati na delovnem mestu tam, kjer je. Čeprav je mu dokazano že skoraj, da je kršil vse moralno-etične zadeve v UKC oziroma kot zdravnik. Zato pa je pristojna. Ni pa pristojna za to, da bi uredila recimo bom rekla, te nabave, da bi opozarjala, če že drugače ne. Tudi UKC Ljubljana, vse bolnišnice, kako morajo delovati, da morajo delovati racionalno, optimalno in tako naprej. Torej, odziva na to ne poznam, mislim pa, da gospa ministrica z aroganco gleda na te zadeve in koliko sem zadnjič slišala na hitro njeno izjavo, češ, da ta preiskovalna komisija je popolnoma nepotrebna, ker s tem bi se morajo ukvarjati pač pristojne inštitucije. Vemo pa, da se pristojne inštitucije s tem niso ukvarjale, zato je pač prišlo do tega, da je preiskovalna komisija ustanovljena v Državnem zboru. Ali niste mnenja, da je ministrica na tem mestu najbolj odgovorna za korupcijo v zdravstvu in zakaj po vaše ničesar ne naredite, da bi se te korupcije lotila resno? Da bo zdaj odgovorna za korupcijo v zdravstvu v preteklosti ne more biti, lahko je pa za današnje stanje, da se nič ne naredi in zakaj nič ne naredi na tem področju, je, bom rekla, tudi jaz iz njenih odgovorov na moja poslanska vprašanja na temo korupcije in pa tega ugotavljam, da je zelo arogantno odgovarja in da je za njo to neka nepomembna tema. Je pa vprašanje, zakaj, ali je v bistvu del te verige, bom rekla, ali del tega, da je tako, kot pravijo, da gospod Zemljarič in gospod Miklavčič sta tista, ki obvladujeta slovensko zdravstvo in da je ministrica pač v tem kotlu in da dela tako, kot se ji reče. Se mi zdi, da je skoraj bolj to verjetno zadeva. Finance so v članku julija 2016 razkrile, da se na Hrvaškem korupcije v zdravstvu kar odločno lotevajo. Tako so konec leta 2013 v odmevni akciji Hipokrat vložili obtožnico zoper kar 364 splošnih zdravnikov, lekarnarjev in tudi nekatere predstavnike farmacevtskega podjetja zaradi podkupovanja. Številni so obtožbe priznali v zameno za pogojno kazen. Kdaj po vaše lahko kaj takšnega pričakujemo v Sloveniji? Dokler je v Sloveniji vlada takšna, ki podpira oziroma ne naredi popolnoma nič za preprečevanje korupcije, tako dolgo bomo to imeli. In pa tako dolgo, dokler bodo na vodilnih mestih inštitucij za pregon, torej NPU-ja, specializiranega državnega tožilstva, ljudje, ki bodo delali po naročilu in pa ne tisto, kar bi bilo potrebno narediti, torej res preiskovati korupcijo v zdravstvu, tako dolgo se Sloveniji ne bo zgodilo nič. In pa seveda tudi ne do takrat, dokler ne bo nekdo odgovarjal za vse tisto, kar je bilo v preteklosti, za vse te koruptivna dejanja, dokazana, tudi če vemo, da od leta 2013 ima NPU v rokah dokaze, da so bila plačila na tuje račune zdravnikov, pa do danes ni epiloga, potem pravim, dokler to ne bodo kaznovani, torej najprej tisti, ki so vpleteni in pa dokler bomo imeli na inštitucijah takšne ljudi, ki delajo po naročilu in pa vlado, ki to podpira, tako dolgo v Sloveniji ne bomo dočakali podobnih zadev kot na Hrvaškem. Ali menite, da bo ministrici za zdravje uspelo izpeljati zdravstveno reformo, sama naj bi bila tudi za javno, dostopno in solidarno zdravstvo? Glede na vse podatke, s katerimi preiskovalna komisija razpolaga, pa nekako ne moremo govoriti o dostopnem in solidarnem zdravstvu. Se strinjate?
Gospa ministrica veliko govori o solidarnosti in pa v javnem zdravstvu, sama pa ga v bistvu z vsemi svojimi dejanji uničuje. In bolje bi bilo, da gospa ministrica ne bi napisala niti enega zakona več in da bi nehala delati, ker sem tisto, kar naredi, je v bistvu še slabše za javno zdravstvo. In to, da se polna usta javnega zdravstva, je, bom rekla, samo populistične izjave, ki jih daje. Če bo izpeljala reformo, bo jo izpeljala samo zato, ker jo je potrebno, ker z vso silo pač in naredila bo veliko škodo. In vlada, ki bo prišla za to vlado, bo imela veliko dela na področju zdravstva. Prvo, ti zakoni, če bodo sprejeti v državnem zboru, bodo začeli veljati pod drugo vlado, bodo pa takšni, vsaj po predvidevanjih, ki imam informacije, da to pomeni v bistvu kolaps javnega zdravstva. Lahko poveste kaj več o tem, česa se bo preiskovalna komisija lotila še v prihodnjih zaslišanjih, koga boste zaslišali in kaj pričakujete, da boste odkrili? V prihodnje je treba še vedno strniti še vse te zaključke skupaj, ki jih imamo do sedaj, povabiti na zaslišanje še določene dobavitelje, mogoče še kakšnega zdravnika iz UKC Ljubljana. Definitivno pa bomo v nadaljevanju zaslišali ministre za zdravje z polnimi pooblastili od leta 2009 dalje, gospoda Miklavčiča, gospoda Marušiča, Tomaža Gantarja in pa gospod Milojko Kolar Celarc. To so načrti nekje tam do septembra, oktobra, potem pa seveda, če bodo potrebne še tudi druga zaslišanja ali pa ponovna zaslišanja. Odkriti želimo oziroma želimo potrditi vse tista dejstva in pa gradivo, ki ga imamo danes v rokah, da drži torej, da so tudi ministri vedeli za te zadeve, ki so se dogajale v javnih razpisih in da ima marsikateri minister je nekako, bom rekla, bil posredno vključen temu, da so določeni dobavitelji imeli, bom rekla, prioriteto. Nam lahko poveste, kdaj menite, da bo preiskovalna komisija zaključila z delom oziroma kdaj lahko pričakujemo poročilo komisije? Komisija bo zaključila z zaključkom mandata te vlade oziroma tega parlamenta, se pravičujem. Bo pa vsekakor najprej še vmesno poročilo, v katerem bomo zajeli kar velik sklop. Tako da zaključno poročilo pa potem vsekakor v začetku naslednjega leta, vmesno pa v jeseni. In že v vmesnem poročilu bodo v bistvu zadeve zajete tudi do te mere, da lahko pride do določenih ovadb. In kot zadnje vprašanje, glede na to, da ste pri svojem delu od Drobovja spoznali način delovanja v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju žilnih opornic, kaj bi bilo po vaše potrebno urediti, da bi se korupcija prenehala oziroma da bi se takšna protizakonita dejanja preprečila? Da 100% in dobro delujejo vse te inštitucije, ki pregledujejo javne zavode na področju zdravstva. Tega do danes ni bilo. UKC Ljubljana ni imela nobene revizije, ki bi pregledala javna naročila. Državna revizijska komisija bi morala zadeve pregledati. Računsko sodišče bi moralo vse te, kar dajo priporočila, imeti večje pristojnosti oziroma se bi morali to upoštevati. Potem NPU, da bi zadeve preiskoval in prišel do epiloga, ne da to traja 3-4 leta. Vsekakor pa na vodilna mesta v zdravstvenih domovih, mislim v bolnišnicah, torej javnih zdravstvenih zavodih, postaviti ljudi kredibilne, ki stojijo torej za svojimi odločitvami in vedo, kakšni so zakoni, kaj je spoštovanje zakonodaje in da niso koruptivni. Do te mere torej, da favorizirajo določena podjetja. Tudi nabavne službe bi se morale bolj potruditi in omejevati, torej, oziroma res raziskati tržišče. Vsekakor pa, kot upozorilo, definitivno bi morali do sedaj ti, ki so se okoristili oziroma favorizirali podjetja, nabavljali, torej izvajali nepravilnosti v okviru javnih zdravstvenih zavodov, biti kaznovani, odgovarjati za svoja dejanja. Ne glede na to, ali je to zdravnik ali je to nabavna služba. Torej, vsekakor je treba postaviti, najprej seveda izvoliti boljšo vlado, veliko boljšo in tisto odločno, ki bo naredila konec temu, bom rekla, lobijem v zdravstvu, če govorimo na tem področju, postaviti kredibilne ljudi za vodstveni kader in pa seveda pregledati vse za nazaj in tudi kaznovati te ljudi. Gospa Godec, iskreno se zahvaljujem za ta pogovor ter vam in komisiji želim še naprej uspešno delo. Najlepša hvala za povabilo in za ta razgovor.